sem Polona iz gimnazije Želimlje in Erik iz gimnazije Kranj. mi dva sodelujeva z najnimi zbori, z dekliškim zborom gimnazije Želimlje in z dekliškim zborom gimnazije Kranj. To za nas bil po tem času covida velik izziv, velika poživitev, spodbuda in izziv. Morda smo na začetku bile malček skeptične, če bomo lahko sploh kos tej nalogi, temu programu, ki ni ravno najlažji. Vendar nam je Petra včeraj in danes pokazala in dokazala, da se z voljo in z njeno močno suvereno roko da marsikaj premagati in doseči tudi določene cilje, ki se mogoče na začetku zdijo čisto neuresničljivi. Ja, res je. Jaz sam vidim več plusov pri tem tokratnem sodelovanju. Tak krasen zunanji motivator, ki nas bo vse s pevci vred potisnil nekoliko naprej, nam pomagal premostiti zdaj ta kočljiva vmesna obdobja. Po drugi strani se nam je uspelo prvič povezati z gimnazijo Želimlje. Upamo, da bo to sodelovanje plodno tudi še naprej, se obetamo kakšnega skupnega koncerta tudi. In tisto, kar se mi zdi še najbolj dragoceno, je pa to, da punce, ki so 4 leta praktično izpostavljeni istemu dirigentu, istemu načinu dela, res vidijo še en drug pristop. Da vidijo, da je nazadnje tudi to, da pojejo na drugih šolah, na kakšen način pojejo, kako so se med sabo zdaj tudi opažene punce povezali, kaj vse je Petra v resnici iz njih uspela potegniti, kar se tiče muzikalnosti, same vokalne prezence in tako naprej. Vse tisto, kar mogoče domači dirigenti, če tako rečemo, včasih malo težje dosežemo, kot ko pride nekdo zunanji. Poljske cvetlice ni bila preveč všeč, ampak pa, ki smo jo včeraj delali, mi je prerasla k srcu resnic, ker je zelo taka zabavna. Ostale so pa mi bile že takoj precej všeč, pa tudi zdaj bolj, ko jih delamo, bolj mi postajajo všeč, ker opazim kakšne detajle, ki jih prej sploh nisem, pa slišim kakšen glas, da vam pride, ker prej nisem vedela, da je tam. Začne malo težje od drugega, s takim tempom, vse brez pauze, tudi če mislimo, da smo super zapele, pa ugotovimo, da nismo, da je še kar nekaj za popraviti. Občutek imam tudi, da se zdaj malo več upamo, pa tudi, ker nas je toliko velika, se ne sliši v bistvu pač vsake posebej, veliko več pol punc tudi bolj zapoje. Drugač, kar v redu na takih vajah, čeprav so intenzivne, ampak mi je fino, da pač tokrat gremo eno stvar čez, pa da dejansko nekaj dovršimo do konca, da je pač pojem narejeno, kar se zanima. In mi je pač uživam. Tukaj sta bila dva zbora, dekliška, in izbrali smo tak program, da je na nivoju, da lahko punce skupaj z mano in s tem programom tudi nekaj zrastejo in dobijo neke nove inpute. Moram povedati, da ta dva zbora sta bila izredno dobro pripravljena, kar mi je omogočilo, da sem res delala detajle in se ukvarjala samo z glasbo, kar je v bistvu darilo zame. Že pri prvi opevalni vaji sem začutila, da je material zelo dober in zaradi tega sem postavila svoj standard zelo visoko in v bistvu danes na soboto že delala z njimi, kot da bi bil to moj zbor in zahtevala res vse, kar sem imela v glavi in nič popuščala.
In oni so to iskrenost in to željo delati muziko iskreno z njimi začutile in so se mi odzvale zelo pozitivno in komaj čakam, da pride tisti trenutek, ko bomo izvedli ves program. Delavnico s Petro Grajso sem si izbrala zaradi več razlogov. Zelo me pritegne način njenega dela. Prav tako sama vsebina je bila zelo dopadljiva. Ko smo pa tukaj, ko pa delam in vidim njeno energijo in ta pretok energije do pevcev, do sebe kot dirigentke, do tega, da v vsakem trenutku točno ve, kaj hoče, je pa zelo impresivno. No? Tukaj pa se mi zdi zelo dragocena ta izkušnja, ko lahko kot pasivna udeleženka opazujem delo z mladimi, tokrat pač z dekliškim zborom, in njihov odziv na to veliko eksplozijo energije, ki jo Petra Grasi in z vsem znanjem, ki ga podaja, zagotovo ima v sebi. Tako da izkušnja je dragocena za mene, tudi kot za zborovodjo. Bi rekla, pri načinu dela, pri načinu podajanja znanja in stvari, ki jih želimo doseči, tako v vokalni tehniki, kot tudi recimo same interpretacije, mi je zelo dragoceno in sem vesela in mi ni žal, da sem se odločila za to delavnico. Zelo všeč njen način dela. Všeč mi je njena energija, je ena taka energijska bombica, super človek. Vse ljudi okrog sebe sprejema z eno pozitivo in z njih privab najboljše stvari. Pri delu s tem zborom me zelo fascinira ta disciplina, mir, red in delo. Eno veliko delo, ki ga Petra z njimi upravlja, in tudi one so super in res pohvale vsem skupaj za celotno delavnico. Sem pa prepričana, da lahko dirigent, zborovodja pritegne iz svojih pevcev najboljše in da se lahko spusti v takšne detajle samo v primeru, ko sam zelo dobro pozna literaturo, strokovno jo razume in jo tudi začuti in interpretira na tak način, da točno ve, kaj pričakuje. In zanimiva je v bistvu reakcija, odziv punc, ki ji sledijo pravzaprav bi lahko zatrdila v vsem, kar se od njih pričakuje. Tako da velike pohvale tudi pevkam, ki so zelo, zelo pridne, vestne, nič ne klepetajo in zelo pridno delajo.